skrajni čas, ker to, kar delajo s policijo, na nas plačujejo že 20 let. Pa če grem malo v zgodovino, mi smo najprej začeli plačevati po letu 1991, ko so nam vzeli takrat 9-mesečnih plač, za mejo smo dobili certifikate. Certifikatov policije nikoli nismo dobili splačanih. Namesto njih smo dobili pokojninske bone, ki nimajo nobene vrednosti. Smo tam zdobili, potem smo leto za leto, ko je bila inflacija, mi se nismo usklajevali. Ne vem, kolikokrat smo se reorganizirali vmes in tudi, ko se je začela odprava plačnih nesorazmerij. Treba je vedeti, da vedno je pri nas polovica tiste razlike zaradi inflacije ostala v proračunu in še vedno ostaja. Potem se je to nadaljevalo z interventnimi zakoni, ampak to se je skozi toliko časa naša plača policista tako znižala, da ne rečem, kakšen kratek konec so potegnili pri odpravi plačnih nesorazmerij, ko so nam dejansko pobrali vse. Šla je benefikacija, pobrali so nam za stavko, sedaj nam mahajo, ja, vse morate delati, ampak tam še eno na koncu piše, zato vam delodajalec mora nekaj plačati. To se je porazgubilo, tega ni več. In jaz ne vem, kaj bojo mladi. Sigurno. Mi smo že zdavni predlagali, naj zaposlijo policiste bliže domu, s tem bojo bistveno manjši prevozni stroški, ampak do tega gospod Gorenjak potem govori že več kot mesec, naredil ni popolnoma nič. Treba je začeti stvari spreminjati, ampak ne na tak način, ne generalno po vseh. Treba je popraviti tisto, kar je možno popraviti. Ne vem, zakaj se tega ne lotijo. Mi tudi vemo, da je treba določene stvari spremeniti. Ja, ampak naj bo na pošten način. Ne tako, če nekdo dobo odločba, da je mogel iti nekam delati po uradni dolžnosti, zdaj mu pa ne boš dal prevoziti stroškov. Ja, če se opoživa, kako se bo tja pripeljal? Jaz ne vem, kaj nam še vzame.